Hvala za sprejem. Dobrodošla. Prijetna energija, predvsem pa družinska zgodba tukaj, a ne? Ja, družinska zgodba se vpleta v bistvu v soustvarjanje. Mogoče osnova ali pa temelj, ampak že pojem družina, kaj to pomeni za vsakega posameznika, je zelo različen. Tako da marsikdo prihaja sem v iskanju neke družine, ne biološke, ki jo tudi prostor lahko da, ne? Tako da, ampak ja, tudi biološka družina je. Biološka družina je začela in zdaj dušna družina prihaja skupaj. Nekako tako, ja, mogoče. Posest, na kateri sva tale trenutek, je bila v osnovi posest dedka. V osnovi je bila posest pradetka. Pradetka. In v nekem trenutku je ostala prazna, se pravi, nihče ni živel tu, potomec, ki je bil, ni imel družine. Tako da so pol starši vstopili v proces dedovanja. Bi rekel, oni so začutili ta klic zemlje, ampak samo to, da so tehnično stvari pripeljali. Dokler smo pol mi s sestrami začutili klic, da se živimo oziroma prinesemo energijo življenja sem. Ja. Vaši vrstniki so mogoče laufali okrog po svetu in iskali nove trende. Ti in tvoji sestri ste se pa odločili, da tukaj ustvarite nek projekt, ki je klic te dušne družine, ki je povezan z naravo, malo drugače od sovrstnikov, a ne? Ja in ne. Se smo tudi mi ali pa jaz laufali okrog po svetu pa iskali trende in pač to so bili moji trendi, a ne. Tako da mogoče ni v sozvočju z mainstreamom ti trendi, ampak ja, drugače od... Jaz se nisem nikoli z nikomer primerjal, no. Jaz sem v bistvu sledil notranjemu klicu. Tako da pol, ko pogledaš nazaj, vidiš, da je vsakdo si izbral drugačno zgodbo in ni veliko takih, ki smo si izbrali to zgodbo, ampak ja, to je tisto, kar pravim notranji klic. Ampak iniciator si bil pa ti? Vsak po svoje, a veš, to je zanimivo, ne. Mogoče z Uršo smo tu najdlje. Vsak je svoj klic in vsak je na svoj način prispel. Tako da, ja, ni to, bi rekel. Bratje pa sestri so si ponavadi kar precej v laseh, vi pa dejansko funkcionirate skupaj, no vse zadnje skupaj živite, če prav razumem. Ja, Urša, ena sestra je tukaj. Tudi mi smo si v laseh, pa tudi mi funkcioniramo skupaj. Pač pri nas, vsaj v tem krogu, kjer smo tule, gre za proces, ki presega družinsko zgodbo v smislu biološke družine. Mi smo se mogli srečati na dušni ravni in prepoznati, zakaj smo tu. Poleg tega pa v tem procesu samospoznavanja pridejo na plano vse predniške družinske generacijske rane. Tako da takrat smo si tudi mi v laseh. Ja. Ampak to je zavedanje, to je proces, to je pot. Treba je sprocesirati. Ja, to je moderni izraz, treba je sprocesirati. Ja. Res je. Kakšna je bila, ali pa kakšna je vizija te posesti, klic, namen, ki ste ga mogoče vi videli ali pa ga je predala posest sama po sebi? Hvala, mogoče začnem z namenom posesti. V bistvu namen posesti je bil, da na novo zaživi oziroma je rekel, da se malo tudi očisti travm, nesnage, bila je fizična nesnaga za njo, smo mi odkrili čustveno nesnago. Se pravi, namen posesti je bil, da ja, na nek način zaživi znova. Mogoče je bil to en del tistega našega klica, se pravi, da tudi mi zaživimo kot duše, kot posamezniki. To je bil nekak vzajemen proces. To je bil osnovni namen, bi lahko rekel. Danes je pa namen veliko širši, ali pa jaz ga dojemam, čeprav je zelo prizemljen. Danes je pa namen, da prostor postaja svetilnik nove dobe. Ja.
oziroma bolj, da pokaže ogledalo in potem imajo ljudje sami možnost, da se odločijo, kaj to ogledalo pomeni za njih. Ampak v eni vrsti je v bistvu danes posest soustvarjanja z gajo, ne z naravo, ker jaz imam z naravo, z dušo osebno odnos. In je ta prostor glasnik njenega procesa, kar ona procesira. In je glasnik nove dobe. To bi lahko rekel namen. Ampak namen se spreminja s tem, ko se mi. Prihajajo sem preko različnih programov tudi ljudje z različnih delov sveta, pridejo pomagati, soustvarjajo. Ja, vsaj do te faze zdaj je bilo, ker tudi mi smo bili mladi, ali pa smo še, se je veliko različnih teh mladinskih projektov izvajali pri nas, sploh v sezoni, kot je zdaj, ko so toplejši dnevi. Smo gostili, kar bi lahko rekli, prostovoljce oziroma po različne projekte, različne izmenjave. Tako da, ja, ljudje, ki so iskali, bodi si klic z naravo, bodi si klic s sabo, so pogosto našli ta prostor. Zdaj, duhovnost se tukaj živi, a ne? Z njo se ne ukvarjaš, ampak pač je v tem smislu. Veliko ljudi bere knjige, gre na kakšen tečaj, meditacije ali karkoli podobnega, ampak tukaj se v bistvu vsi neki stebri srečujejo. Ukvarjate se tako s prehrano, kot stikom samim sabo, stikom z naravo, izobraževanjem, razumevanjem, delovanjem. Kaj vam je pa fokus v tem smislu? Samooskrba? Ne. To je že na začetku ni bila. Mogoče je bila, ne bom rekel napaka, ampak ljudje so nas močno asociirali, ker pač morajo najti neko asociacijo z temi permakulturnimi, tudi sami smo bili navdušenci, no, ampak z neko alternativno različico. Ampak to ni bil nikoli naš namen, ne. Sploh odkar se je začela v družbi malo bolj jasna kazati slika, kaj se dogaja, je bil še močnejši klic, da se povežemo. Ne povežemo s sistemom, ampak da delimo svojo energijo. Ne? V sistem. Ja. Tudi to je napaka, tudi ne v sistem. Da pokličemo duše, ki so izgubljene v sistemu in jim pokažemo pot vračanja osebstva in domov. To mogoče. Ampak zato je most potrebna. Ne? Ja. Kaj mogoče, ko ste se preselili sem in začeli tukaj z delovanjem, kaj je bilo mogoče tisto, kar ste najbolj pogrešali od tistega udobnega življenja v coni udobja, kar ni bilo, ali pa kaj je bil tisti aha moment, da ste vedeli mogoče, da ste sploh na pravi poti? Ja, to je zdaj, če sprašuješ mene bolj z moško energijo, po eni strani pogrešaš neko udobje, recimo tople zime, kako se temu reče, centralno ogrevanje, po drugi strani pa izziv skozi imeti ogenj, pa delati ognja, ne. Tako da ja, tisto, kar pogrešaš, tiste pol žene, vsaj v tej fazi. Za mene so ti aha momenti v bistvu, ja, ne vem, bi rekel, šele leto, dve nazaj sem lahko začel ta prostor klicati dom. Pa se še vedno sprašujem, ne? Ker zagotovo je to moj zemeljski dom. Ampak ja, tudi vprašanje, kaj domovanje pomeni. Ne? Tako da za mene je aha moment v bistvu klic poslanstva in poslanstvo je zaenkrat tule in ta zaenkrat je leta. Ne? Grem pa s tokom. Neža, kakšne energije ti prinašaš sem? Ne vem, če jih jaz prinašam, ampak ja, kar je meni res, bom rekla, kar res močno čutim v sebi, je lepota. Ne? Lepota kot nekaj, kar lahko mogoče dostikrat vidimo od zunaj, ampak sprejmem znotri in čutim kot nekaj, kar me močno nahrani. Ne? Tako da mislim, da moj aspekt bivanja je tu je predvsem
v tem, da dam na plan več lepote, nekaj je že tu, ampak mogoče sam, da še bolj pokažem vse tisto, kar je tu in lahko mogoče prek tega tudi nahrani nas same in vse, ki pridejo sem. Tvoje poslanstvo je bojda zelo zanimivo. Poznam ljudi, ki pravijo, da imaš tudi sposobnosti nekega zdravljenja, podpiranja, energijskega. Jaz sam se zagotovo ni, zakaj nimam, se nimam za zdravitelja. To je, ja, ljudje so mi dali, mogoče so mi dali ta, kako se reče, nadimek, naziv. Ampak je pa zagotovo to moj notranji izziv, ker to je moja notranja pot, v bistvu samo zdravljenje. Kar imam sposobnost, bi si upal reči, je povezati ljudi s njimi samimi, se pravi aktivirati neko samo zdravljenje. Ja, jaz nisem zdravitelj, ki bi nikoga zdravil, ne? Zato imamo sistem, zato imamo zdravnike in imamo alternativne zdravilce. Jaz pa sem duša, ki vidi ali pa lahko pomaga ljudem na ta način, da jim pokaže v bistvu, kje je njihova rana, kje je bolečina in lahko jim pomagam tudi preko tega, če so pripravljeni se s tem soočiti. Ampak ja, zgolj en del poslanstva bi rekel, je, da se vežem tudi z ljudmi. Danes se povsod odkriva ta moč dreves, ta bitja, ki so tako zelo mogočna in imajo take sposobnosti, da presunejo vsakega človeka. Ti pa imaš svojo povezanost z drevesi še na drugi ravni, verjetno. Ja. To me premakne do solz in ne mene, ne? To premakne drevesa do solz, da pride nekdo sem in v bistvu pove nek apel. To nisem jaz, jaz sem kapljica v oceanu, gozda, ampak to je prostor ob gozdu, ki ima namen, da prinese energijo gozda in za biti dreves. Ja, je energija, ki jo vsakdo doživlja drugače, ampak to je del mojega vira, to je del, od koder jaz prihajam. In to je, po mojem mnenju, nek model, ki je lahko naslednja razvojna stopnja človeštva. Ker drevesa oziroma gozd kot popoln ekosistem, tu ne gre za element, za posamezno drevo, je v stanju enosti, je v stanju meditacije, duhovnosti, kot si ti omenila. In način, na katerega drevesa sobivajo, ustvarjajo, tvorijo to celoto, je v bistvu nekaj, kar je nedojemljivo za ljudi, ki se pogovarjajo tako kot midva, mentalno, ampak je nekaj, kar lahko samo nekdo začuti in na to uporabi v svojem življenju. Ja, tako da, ja, ves drevesi sega preko besed. Ko prihajajo ljudje sem, kaj je tisto, kar jim pokažete, zato da mogoče preko očesnega živca vidijo, ampak začenjajo pa tudi čutiti? Ja, kar se tiče očesnega živca, so pač različni projekti, kjer smo dali mi svojo kreativno energijo noter. Tako da, ja, recimo, ko smo bili leta v vrtnarstvu, imamo tam nekaj izdelkov, potem naravna gradnja, to je bil en tak fokus veliko ljudi, ki so prišli. Tako da, recimo, stvari, ki so bile ustvarjene, oziroma tu tudi pletamo predniško zgodbo, ki je bila prej tukaj lončarija, se pravi umetnostna obrt, Neža ima roko za te umetniške izdelke, tako da vpletamo neke umetnosti. To je mogoče ta vizualni del, ki privlači. Ampak ja, kar pa je v bistvu v nastajanju zdaj spet skladno s prostorom, je, čemu res pravim, gozdno svetišče, ki pa bo dejansko, oziroma je že, prostor zdravljenja, samozdravljenja, prebujanja je mogoče bolj prava beseda. Zdaj v svetu vse bolj promovirajo gozdno terapijo Shinrin-yoku, ki prihaja iz Japonske, ampak to gozdno svetišče, o katerem ti govoriš, ni po nobeni licenci ali pa karkoli, ampak je verjetno nekaj bolj izvornega. Ja, to je po licenci gozda.
naslednjo oddajo, da bi povedal korake, pa kako se to rojeva. Pa, ja, v glavnem tako, to je sam v bistvu proces samoustvarjanja skupaj s gostom. Ja. Kaj bi sporočil vsem tistim, ki so ujeti v ta sistem v tem smislu, da živijo nekje v bloku, imajo občutek, da ni druge možnosti, so vpeti v ta svoj vsak dan, pa hkrati čutijo neko žalost, pa kakor pismo, a je res to? Se pravi, slutijo, da nekaj v tem načinu življenja nekaj ne štima, ampak ne vejo točno kaj. Glede na to, da si prej omenil, ta most ljudi, da pridejo, da najdejo svoj smisel. Kaj bi jim lahko sporočil ali pa kakšno informacijo jim ponavadi predaš, da mogoče, da pride tista neka iskra, ki potem lahko rata plamen iz nje. To mogoče izkušnja, zgolj da grejo, s tabo po gozdu. V bistvu to je vprašanje, ki je ga treba zastaviti vsakemu posamezniku. Se pravi, zdaj s to energijo, ki sprašuješ, zakaj živiš? To bi vprašal. Zakaj živiš? Kakšen je namen tvojega obstoja, tvojega bivanja? Ja, spodbudil bi vsakega z nekim vprašanjem. Ko se življenje bliža koncu, pa ko pogledal nazaj vsakdo, a je živel tisto, a je se kar vsakdo sam nosi. Mogoče kaj takega. Wow, sjajno. Hvala lepa, da ste nas sprejeli, da smo lahko to videli, da smo lahko to doživeli in predvsem hvala vam, ker ste. Ja, hvala, ker širite glas, energijo. Ja, samo to.